Dober večer, dragi otroci. Dobrodošli v čarobnem trenutku pred spanjem, kjer se resničnost prepleta s pravljico. Vsak večer, ko se zazrete v nebo in prisluhnete zvezdam, se odprejo vrata v čarobni svet. V svet, kjer se razvije čisto nova zgodba. Zgodba polna čarobnih bitij, čudovitih dežel ter nepozabnih pustolovščin. Udobno se namestite, saj je čas za nepozabno potovanje med zvezde. Naredite globok vdih in počasen izdih. Smo pripravljeni? Danes boste prisluhnili pravljici z naslovom Lučka ljubezni. V majhni zasneženi dolini je živela deklica s svojim dedkom. Dedek je bil znan kot najboljši izdelovalec sveč v vasi. Njegove sveče so bile prav posebne. Ko so gorele, so ljudem prinašale mir in veselje. Toda letos, tik pred božičem, je dedek hudo zbolel in ni mogel izdelovati sveč. Deklica je skrbela zanj, vendar jo je skrbelo tudi, da bo vas ostala brez svetlobe, ki je božiču prinašala toplino. Dedek, kaj lahko storim? Ga je vprašala nekega večera, ko je sedela ob njegovi postelji. Dedek se je nežno nasmehnil in ji rekel: sveče ne gorijo le zaradi voska ali stenja, ampak zaradi ljubezni, ki jo vanjo vložimo. Če imaš v srcu dovolj ljubezni, lahko ustvariš prav posebno svečo, ki bo gorela za vse. Deklica je dedkove besede vzela zelo resno. Takoj je stekla v dedkovo delavnico. Poiskala je koščke voska, ki so ostali od prejšnjih let, ter začela oblikovati svečo. Medtem ko je delala, je mislila na vse ljudi v vasi. Spomnila se je, kako sosed Jože vedno deli les z družinami, ki jih zebe.
in kako pekarica Tinka vsakemu otroku podari sladek piškot. Spomnila se je tudi osamljene babice Marice, ki si želi, da bi jo kdo obiskal. Ko je bila sveča dokončana, jo je deklica postavila na okensko polico. Prižgala jo je in zaprla oči. Želim si, da bi ta luč prinesla vsem ljudem ljubezen in srečo, je šepnila. In zgodilo se je nekaj neverjetnega. Sveča je zasijala močneje, kot je deklica pričakovala. Njena svetloba se je razširila po dolini in vsak, ki jo je videl, je začutil toplino v srcu. Ljudje so nenadoma začeli misliti drug na drugega. Jože je obiskal babico Marico ter ji prinesel drva. Pekarica Tinka je spekla dodatne piškote za vse otroke v vasi. Celo starejši otroci so pustili igrače, da so pomagali okrasiti trg. Ko se je deklica naslednje jutro zbudila, je zagledala dedka, ki je stal ob sveči. Moja draga, je rekel z nasmehom, uspelo ti je. Tvoja brezpogojna ljubezen je prižgala svečo, kakršne še nisem videl. Čarovnija Božiča se je vrnila v našo vas. Tistega božičnega večera je dekličina sveča gorela na sredini vasi ter svetila za vse ljudi. Ljudje so peli, se smejali ter si pomagali, saj so vedeli, da je njihova moč v povezanosti in ljubezni. Dragi otroci, prava svetloba Božiča ne prihaja iz sveč ali lučk, ampak iz ljubezni v naših srcih. Ko mislimo na druge, ter si želimo, da bi bili srečni, prižgemo svetlobo, ki nikoli ne ugasne.
Tudi vi lahko s svojimi dejanji postanete iskrica, ki prinaša toplino in veselje v svet. Zdaj pa le zaprite oči, pomislite na druge ter jim zaželite kaj lepega. In tako prižgite svetlobo v svojem srcu, ki nikoli ne bo ugasnila. Zdaj pa le zaprite oči ter se prepustite tem lepim občutkom. Naj svetloba ljubezni objame vse okoli vas. Srečno, moji dragi.